Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno magister Sebastijan Jeretič in Tino Mamić, komentiramo pa klinc in našo politiko, ki očitno ne zna niti pravilno vložiti kandidacijske liste za volitve. Preden zaključimo z tem prvim sklopom teh, ki se jim dogajajo te nerodnosti, si ti, Tino, hotel še en stavek dodati, pa sem te prekinil zaradi oglasov. Izvoli. Ja, jaz sem hotel reči, da to žensko najprej je nemogoče. Kako je mogoče, da ena ženska da dva dokumenta? Ne, to je pa tretji sklop zdaj. Ne, sam to bi morali, torej, to žensko je treba ovaditi, to žensko je treba pač do te ženske še pridemo, hvala. Sem mislil, da hočeš kaj reči okoli primca. Druga stvar pa, jaz ne pristajam na to, da rečemo, da si je sam kriv. Lahko rečemo, da bi lahko kaj več naredil, ampak ključen krivec je volilna komisija, ki mu ni povedala, da to ne gre. Ker bi normalna volilna komisija bi povedala, bi rekla, lete, tukaj ne gre, ne bo šlo skozi. Ne tako, ko sem jaz nesel tja te liste, so mi pogledali in so rekli, ja, v redu je, ne? In vas bomo obvestili, če bo kakšna napaka. Tukaj se je nadaleč videlo, da je napačno vloženo in bi morali reči, lete, to ne gre. In potem bi se zmenili in oni bi se lahko v 2 urah, recimo, reorganizirali in postavili novo listo. To pa ni res, ne bi mogli zaradi procedur, ne? Ampak Tino ima nekaj prav tlele. Ne? Torej, eno je, da imamo zakompliciran sistem. Drugo je pa odnos javnih uslužbencev do ljudi, za katere morajo recimo delati, in to, kar je rekel Tino, je popolnoma pravilno. Ne bi jim pomagalo, razen če bi lahko sklicali naenkrat spet, s tem, da oni so koalicija, bi morali sklicati ustrezne organe, da popravijo recimo listo. Torej, to je vprašanje, ali bi se v 2 urah zgodilo. Je pa tudi problem, da se vlaga recimo zadnji dan. Absolutno se strinjam s tem, kar je rekel Tino, ljudje na volilni enoti bi morali na licu mesta pogledati, ali je vse ok, in tudi če ne uradno, torej da ne velja še uradno, ker jasno, da morajo potem sprejeti sklepi in vse, opozoriti na določene napake. To je pa sploh praksa slovenskih birokratov, ki ne velja samo v tem primeru, ne, ampak karkoli ti vložiš, čakaš najprej do skrajnega roka 1 mesec, potem ti povejo, treba je popraviti to, ti to popraviš, po enem mesecu ti rečejo, treba je popraviti še to in grejo tako stohastično korak po korak in zaradi tega se pri nas recimo določene procedure vlečejo in zadeve padajo v vodo. Ne? Ja, sej, ampak vseeno je tukaj še en problem, po mojem, to so pa soglasja kandidatov. Ne? Nismo še imeli takega primera, ampak gledajte, sej smo šele na začetku, lahko da ga bomo še imeli do 3. junija. Kaj se zgodi, ne? Ko ima ena stranka soglasje več kandidatov za kandidaturo, ne? Recimo, v istem volilnem okraju. Ne? Ker tudi, če bi jih volilna komisija opozorila, volilne enote, da morajo spremeniti, ne? Pa bi jim to uspel, kar je sicer ne verjamem, da bi sklicali dva kongresa oziroma 2 organa 2 strank, bi se pol soočili s problemom, da bi imeli potem pa soglasje več ljudi za isti volilni okraj. Ne? Ampak upam, da bomo o tem govorili v kaki drugi vdaji. Ne? Sej smo še na začetku, tako kot sem rekel. Če gremo zdaj na ta drug zaplet, v bistvu, ki je skoraj še bolj bizaren, se strinjam z vama. Ne? Se pravi, na eni strani imamo Andreja Čuša in Zelene Slovenije, ne? Ki so vse postopke pravilno pač speljali, zdaj moramo to povedati v njihovo obrambo, in so kandidirali tudi neko gospo v Ljubljani, v eni izmed 2 ljubljanskih volilnih enot. In potem se je izkazalo, to pa šele na državni volilni komisiji, da so tudi socialni demokrati, ki so tudi vse postopke pravilno speljali, v 8. volilni enoti, to je v Prekmurju, se pravi sedež je na Ptuju, ampak v Prekmurju konkretno kandidirali to isto gospo. Ne? Se pravi, ta gospa je podpisala soglasje 2 političnima strankama za kandidaturo na volitvah. In zakaj smo zdaj rekli že prej, oziroma Sebastijan, kdo je pač omenil, ne, da bo tukaj zdaj Andrej Čuš nekriv nedolžen potegnil kratko, zato ker zakon pravi, da v tem primeru velja soglasje na tisti listi, ki je bila pač potrjena prej. Ne. In zato, ker so socialni demokrati slučajno 2 dni prej pač potrdili svojo listo, velja soglasje pri njih. Ne. Zdaj pa tisto, kar je pa v bistvu smetana na tej torti, ne, če bi bilo slučajno obratno, ne, pa tega niso mogli naprej vedeti, ponavljam, potem bi Dejan Židan, predsednik socialnih demokratov, ostal brez možnosti kandidirati na volitvah, ne, ker se je to zgodilo v volilni enoti, ker tudi sam kandidira. Ne, in SD bi se verjetno lahko brisala pod nosom za zmago na volitvah, ker brez ene volilne enote je to praktično nemogoče. Ne. Zdaj mi pa vidva povejte, ne, a ste si kdaj v sanjah predstavljala tak scenarij?
V Sloveniji si predstavljaš vse in še hujše bo. Ne? To, ko poslušamo zdaj Šarca, še hujše bo kot to. Ne? Tako da jaz tukaj dobro, sem Šarc, če saj vložil listo pravilo. Sebastian, pa ta gospa recimo, ne? To je pač, kakor vidimo iz medijev, je inženir pač tekstilstva, brezposelna, ne? Zakaj ti meniš, da je Dejan Židan recimo ravno taki gospe predlagal, da kandidira za SD v 8. volilni enoti? Da te malo izzovem s tem vprašanjem. Glej, težko reči. Mi, da smo bila oba pred leti člana SD-ja, veva, da je bila to včasih profesionalna stranka, da je to stranka, ki ima procedure izbiranja kandidatov že eno leto pred volitvami, se začne zbiranje predlogov, torej se eno leto ukvarjajo z sestavljanjem list in možen razlog je, da je to volilni okraj, v katerem res niso imeli čisto nobenega. Že Tino je na začetku omenil, kakšna težava je bila letos sploh pridobivanje nekih resnih kandidatov. Torej ne samo manjše ali pa neki novi politični projekti, ampak tudi etablirane stranke so imele pri tem določene težave. In če bi se zgodilo obratno, kot si omenil, bi bila to popolna blamaža socialnih demokratov, ne bi se pa to prvič recimo njim zgodilo. Recimo na zadnjih lokalnih volitvah v Kopru socialni demokrati, ki so 70 let vladali tej rdeči trdnjavi, sploh niso nastopili na volitvah, ker niso bili sposobni uložiti liste tako, kot je treba in jih zato danes ni v občinskem svetu. Ne. V vsakem primeru je tukaj Andrej Čuš žrtev po krivem. V tem primeru je vprašanje, kako sploh prilagoditi recimo zakon za prihodnje primere, da ne bo oškodovan nekdo drug na podoben način. In se strinjam, morali bi strogo kaznovati gospo, ki je dala podpise dvema listama, ker v končni fazi tle nista kriva v bistvu nobena od teh dveh strank, če nista mogli vedeti za kaj takega. In zdaj, če bi recimo v takih primerih kar obe stranki kaznovali, bi bile stranke malo mogoče oškodovane, ker to je napaka konkretne osebe in njo bi bilo treba kaznovati, ker je dejansko oškodovala Andreja Čuša in seveda vrgla blato na socialne demokrate, ker s takimi kandidatkami stranka, ki gre na zmago, ki bi rada vodila državo, pa se ugotovi, kakšne kandidatke ima, ne izpade resno. No? Ampak sam to bi se še vprašal, Sebastian, preden damo Tinu besedo, ti pol ne verjameš, da ona ni vedela, kaj podpisuje, s čimer se zdaj brani, ne? Mislim, če je pa to, potem je pa to sploh oseba, ki jo ne bi dal v hišni svet, kaj šele kandidirati v državni zbor. Obrazec za podpis kandidature je jasen, ne more se zgovarjati, da je misli, da podpisuje seznam prisotnih, mislim, to je pa sploh potem bizarnost do konca. No. Ok, hvala. Tino, izvoli. Zdaj, jaz bi poudaril še to, kar sem na začetku že omenil, da je preveč kandidatov, ne? Da vsaka lista mora dobiti preveč kandidatov in je to zelo težko. In potem pridejo, ker so liste in stranke obsedene s tem, da morajo imeti po eno osebo v enem okraju, je potem teh ljudi še toliko več. Recimo Bojan Požar se je ravno zaradi tega skušal imeti minimalno število kandidatov, ne, zato da tisti, ki so na listi, da so, kako bi rekel, gvišni, da so kvalitetni, pravi, ne, da jim lahko zaupaš, ker pri tem volilnem sistemu velikokrat ne veš, kdo bo izvoljen, ker ni izvoljivih mest. In tako da tu se stranke hočejo, če rečem, zagvišati na tak način, tako da Požar se je pri temu. Ne? Zdaj se pa sprašujem tudi, kako je to mogoče. Ampak lahko, Tino, samo sekundo, da prekinem, se strinjam s tabo, ne? Ampak za eno stranko, ki hoče zmagati na volitvah, to ne more, recimo, držati. To je res. Se pa popolnoma strinjam s tabo, da je to problem za vse, sploh za nove projekte in glede na to sovraštvo ljudi do politike in slabega mnenja generalno. Meni se zdi zelo nenavadno, recimo, da je ženska igrala na dve karti, je pač lahko razumem, lahko vem zakaj ali pa tako. Ne razumem pa, da recimo Čuš, ne glede na to, da je moral dobiti 88 ljudi, se mi zdi vendarle čudno, da je dobil človeka, ki je hkrati potem kandidiral za SD. Ja, ampak Andrej Čuš pravi, da ta gospa je v preteklosti že kandidirala za zelene. Ne? To so sicer pač informacije z medijem, ampak vendarle. Tukaj bi vseeno imel še dva poudarka za vaju. Prvi je, ne glede na to, da gre za drugo zgodbo, zdaj tukaj pri SD, pa Andrej Čuš in zeleni, kakor pri Primcu pa Webru, je pa ena skupna točka, to so pa spolne kvote, ne?
ker tudi tukaj, če mal bi rekel na pamet sklepamo, verjetno kot sama pravta, ta gospa ne bi prišla na listo, saj pri SD-u ne, če ne bi pač bila zahteva, da mora biti najmanj 35% kandidatov drugega spola znotraj posamezne volilne enote. Ne. In druga stvar, zdaj, ko se je odprla ta Pandorina skrinjica, ne vem, če ni tukaj tudi prostora za politično korupcijo. Namreč, kaj bi se zgodilo, če nekdo, recimo, gre do kandidatov, ki so podpisali soglasje k eni stranki in jih ali izsili, ali podkupijo, ali kako drugače, prepriča, da podpišejo soglasje tudi za njegovo stranko. Ne? In potem grejo potrjevati liste in evo ga, kar naenkrat se unmu zgodi, ti sploh ne veš, ne? Dosti, da ti enkrat taga najde znotraj volilne enote in si v bistvu fuč. Tako da se strinjam s tabo, Sebastian, ne? Očitno bomo morali ne samo poenostaviti sistem, ampak tudi, bi rekel, neke dodatne varnostne, ne vem, kakšne sicer mehanizme upeljati, da se nam ne bo to zdaj serijsko dogajalo. Ne? Internet. Internet. Ja. Če bi se vlagalo po internetu, bi računalnik takoj izločil. Ja, pa elektronski podpis, pa konc. Ja. In dobil bi takoj rdečo luč in bi vedel, da je nekaj narobe in da moraš nekaj popraviti. Če mi država lahko rubi premoženje ali pa ne vem, če mi je lahko po internetu poslala položnico in me opozorila pred rubežem za 1,67 evra, zakaj potem ne moram jaz kandidirati recimo oziroma dati soglasja ali pa podpisati kandidaturo ali kakorkoli po internetu. Zdaj, še ena stvar je tukaj. Ko smo v začetku rekli glede teh spolnih, tako imenovanih spolnih kvot, so moške kvote, to so ženske kvote. Ja, niso, Janko Weber ti bil porekel, Tina. Dobro, zdaj, pri teh ženskih kvotah je tako, prvič je to čista neumnost, to bi morali takoj ukiniti, ker je to butasto. Če pa ne ukinemo, je pa treba uvesti enakost spolov, če uporabim zdaj to floskulo, enakost spolov, oziroma enakopravnost obeh spolov tudi na drugih področjih življenja, kjer pa je ta neenakopravnost zelo tudi strokovno sporna. Recimo v šolstvu, kjer se je zgodila popolna feminizacija, ker nimamo več moških praktično, to je slabo za vzgojo. To vprašate strokovnjake in vam bodo povedali. Potem je treba za učitelje ravno tako uvesti, torej v šolstvu uvesti moške kvote, v zdravstvu uvesti moške kvote. Ja, to boš vse lahko, Tino, ko boš izvoljen, ne? Ampak to je ta logika stvari, tu ne gre. Jaz zdaj tukaj ne zagovarjam, ne vem, Požarja ali pa svoje liste, jaz tukaj zagovarjam 1 milijon Slovencev, moških, ki smo zapostavljeni. Ja, in imaš tukaj še dva, ki spadata, če te prav razumem, v to skupino. Ampak preden gremo naprej, predlagam, da pogledamo. Kljub temu, da je novinec v politiki, pa je Bojanu Požarju vseeno uspelo sestaviti in pravočasno ter pravilno vložiti listo kandidatov. Poglejmo. Svoje kandidate za letošnje predčasne državnozborske volitve je predstavila tudi lista novinarja Bojana Požarja. Kot je rekel predsednik stranke Bojan Požar, je to edina lista, ki je res državljanska in nepolitična. Skupna značilnost njenih kandidatov pa je ta, da do zdaj niso bili politično dejavni, torej niso odvisni od lobijev, ki iz ozadja, kot smo slišali, še vedno vodijo našo državo. Glavna značilnost kandidatov je torej njihova politična neoporečnost. Opravljam delo prokurista v domačem podjetju, torej ne grem v politiko zaradi financ, ampak zaradi tega, ker mi je mar za javno dobro in zaradi mene lahko imam plačo 1 evro, pa bom ravno tako delal za javno dobro. V stranki sicer ciljajo na zmago, volivce pa pozivajo, da se v čim večjem številu udeležijo volitev. Zdaj, Sebastian, ne ideološka lista očitno, a je tudi malo idealistična? Zagotovo in to je fajn, to je pozitiven idealizem. Mi smo prišli v situacijo, ko je dejansko slovenska demokracija v globoki krizi. Ne samo sistemsko in tako naprej, ampak predvsem na nivoju mentalitete in sploh pozornosti, ki jo ljudje posvečajo politiki. Stara politika je tako zagnusla to področje ljudem, da je raziskava jasno pokazala, da v Sloveniji 100 000 ljudi, to je 5% populacije, 10% udeležbe na volitvah, sploh spremlja politiko. Torej sploh prebere kak časopis, si pogleda kako novico, vsi ostali so dvignili roko od tega. In če želimo nekako
povrniti, dajmo reči neko, ali pa obogatiti spet slovensko demokracijo, bo treba seveda spremeniti sisteme, spremeniti zakon, po moje spremeniti tudi ustavo in vstopiti v neko drugo republiko, ker je očitno ta prva bila nek tisti kompromis prehoda iz komunizma v demokracijo in je čas za temeljito spremembo. Ampak poleg vsega tega bo pa potrebno tudi neki idealizmo. Če pogledamo konec 80-ih let, bi lahko vsakemu, ki je govoril o samostojni Sloveniji, rekel, kaj nisi ti malček idealista tukaj. Ne? Tako da to je zagotovo dobro, da se sploh, dajmo reči, ljudje, ki spremljajo ali pa so bili v politiki aktivni na drugačen način kot komentatorji, spremljevalci ali pa čisto nič, sploh odločijo za nek tak korak. In jaz upam, da vam bo uspelo, da boste prišli čez prak in da boste v parlamentu, bom rekel, izvajali te zadeve in imeli priložnost tudi druge stranke nekako potiskati v smer sprememb. Tako da to se mi zdi neka pozitivna dodana vrednost v tej kampanji. Tino, kaj je zdaj pri tebi prevladalo, ideologija ali idealizem? Ne, ravno to, da ni ideologije, ne? Ker ideologija je gotovo pomembna za vsakega od nas, ne? Ampak če pogledamo ta duh, recimo VV Faktorja konkretno, v katerega prihajamo ljudje iz različnih vetrov, z različnimi svetovnimi nazori, ampak dejansko se v tistih ključnih stvareh popolnoma strinjamo, ne? Da je treba nekaj narediti s to državo in priti do tiste druge republike, priti do države, ki bo imela drugačen ustroj, da se bo začela razvijati. Ne? In tukaj ni prostora za ideologijo, oziroma je ideologija nepomembna. Ne? Da bomo plačali manj davka, to ni leva ali pa desna stvar. Ne? Da bomo imeli več denarja, to ni stvar komunistov ali krščanskih demokratov ali ne vem, fašistov, ampak je to skupno dobro. Ne? In glede tega se mi zdi dobro, da se Požar odločil in naredil tako neideološko listo, sredinsko, dejansko edino sredinsko stranko, ki ima hkrati tudi ta izgubljeni naboj zelenih, ne, Zeleni Slovenije, ki so šli iz parlamenta. Prosti, Tino, zdaj vidim, da si začel z nekim 5-minutnim odgovorom, ampak si že odgovoril na moje vprašanje. Žal smo pri koncu drugega dela današnje oddaje. Sebastian, Tino, najlepša hvala za vajine komentarje. Vrnemo se po oglasih, ko vam bomo pokazali, kako bo Požar prišel v parlament.